v novem vlogu. Mi smo se danes zbudili nad eno kar lepo plažo, tako da smo šli pol še na dolg sprehod in Šnofka je res uživala, midva pa tudi. Zdaj gremo pa naprej, že nadaljujemo pot proti severu. Včeraj smo potem kar na mestu ostali, zaradi tega, ker smo šli zjutraj še na en tak mal daljši sprehod tle ob obali. V bistvu nismo nič kaj zelo pričakovali, samo videla sva, da so neke pohodne poti in se nama je zdelo pametno, da bi šli malo hoditi in en dan malo počivali na mestu. In na koncu bilo ful lepo, ful smo do lepega pogleda prišli tja na uno mesto in na tisto polkrožno plažo, česar se v bistvu sploh nisva imela namena ogledati, nisva v bistvu niti vedela. Enkrat sva videla nekje, da je neka taka plaža na Portugalskem, ampak se nama je zdelo dosti nepomembno, kar tudi če greš dol na plažo, ni nič posebenega, ampak ja, pogled iz tukaj gor, iz druge strani je bil pa res lep, tako da je bilo res fajn. Danes gremo pa naprej, v bistvu smo na poti že do enega mesta Nazaré, ki je v bistvu zelo znano na Portugalskem, predvsem po ful visokih valovih. Sicer trenutno ni sezona za visoke valove, to je bolj po zimi, tako da verjetno nekaj posebnega ne bo, ampak vseeno bi pa rada videla kraj, kjer se to dogaja, oziroma kjer so te surferska tekmovanja. Mesto Nazaré je znano po izjemno visokih valovih, ki so med najvišjimi na svetu. Glavni razlog za to je podvodni kanjon Nazaré, ki se nahaja tik ob obali. Je eden najglobljih v Evropi z globino do približno 5000 metrov. Ko se valovi iz Atlantskega oceana premikajo proti obali, jih kanjon usmeri in skoncentrira, kar poviša njihovo višino. Poleg tega kanjon povzroči, da se valovi zberejo na določenem območju, namesto da bi se razpršili, kar dodatno prispeva k nastanku velikih valov. Drugi dejavniki, ki prispevajo k visokim valovom v Nazareju, vključujejo lokalne vremenske razmerje, tokove in veter.
Kombinacija teh dejavnikov z edinstveno geologijo območja ustvarja idealne pogoje za nastanek tudi do 30-metrskih valov, ki privabljajo deskarje iz vsega sveta. Tukaj je Sebastian Steudner postavil svetovni rekord, saj mu je brez padca uspelo deskati po skoraj 29-metrskem valu. Včeraj potem v Nazareju nekih velikih valov nismo videli, oziroma sploh ni bilo valov, res je bilo čist mirno morje. Sva pa vseeno videla, kje se vse to dogaja, pa plaža je kar lepa, oziroma lep pogled na njo. Tako da ja, nekaj dolgo se tam nismo zadrževali, kakšne pol ure, uro, potem smo šli pa naprej in prespali na enem piknik placu. V bistvu včeraj je bilo sredi tedna, pa je bil ta piknik plac čist poln, ful lepo urejen. Sem bila kar presenečena, se nama zdi, da v Sloveniji tega ful manjka, ker v tujini je tega kar veliko, da ljudje pridejo se družiti, imajo tam žare, umivalnike za pomivati posodo, otroška igrala, mize, res vse urejen in tudi za sabo pospravijo, da zjutraj je bilo vse čisto, kar verjetno pa nas ne bi čisto bilo, oziroma najbrž bi kakšna stvar tudi zginila, tukaj je pa ja, res lepo. Ja, je pa tu že malo notranjosti, včeraj smo se pol takoj od Nazareja odlepali od obale, v bistvu zato, ker gremo zdaj proti enemu slapu, ki je malo bolj noter, naj bi bil zelo neturističen, pa kar lepnik je za pošeta do tja, tako da ja, to je plan za danes. No, ta sprehod oziroma pohod do tega slapu je bil danes ful lep, ful nam je bil všeč, ker smo bili čist sami, res je ne turistično, tako da nismo nikogar srečala. Večina poti je bila tudi zelo lepa, prvo po taki makadamski cesti, potem ob reki, edin zadnjih 150 metrov je bilo tako malo spolzkih in zelo navpičnih oziroma strmih, ampak smo se prebili in prišli do tega slapu, ki je bil res lep. Tako da ja, sva vesela, da so našla ta pohod. Ja, res je bilo lepo. Potem smo se pa kar takoj iz tistega mesta, kjer smo parkirali, odpeljali ene
5 km stran na eno razgledno točko, tako da bomo spali z dosti lepim razgledom. Takoj sva mogla, mislim, dosti hitro sva mogla začeti delati, ker je bila že to kura in sva delala do 9, ampak je ful sreča, ker tukaj smo na zahodu že, da je dan ful dolg, plus tega imajo Portugalci sicer 1 uro nazaj, ampak midva nisva prestavila ure, zato da so pač na isti uri kot Slovenija, ker pač delava Slovenijo. Tako da imamo midva v bistvu zdaj dan, tako da res tema rata, večerice začnejo ob 10, res tema rata, pa šele ob 10:30. Tako da me zdaj po inštrukcijah pa po delu Nastja še postrigla, končno. Ja, je bil že kar čas, zdaj moram pa samo še sebe, ampak je problem, da vedno piha na Portugalskem in tudi precej hladneje drugače, kot zgleda na slikah. Ob morju v bistvu je treba biti kar oblečen. Tako da ja, Instagram je eno, realnost pa drugo. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.